Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o bitki v Tevtoburškem gozdu. Septembra leta 9 našega štetja je rimski imperij užival obdobje relativnega miru. Cesar v Rimu je bil Augustus, imperij pa je bil na vrhuncu svoje moči. Daleč na severu, na drugi strani reke Ren, je rimski guverner Publius Quintilis Varus poveljeval kar 3 legijam. Germanija sicer še ni bila popolnoma osvojena, vendar so številna germanska plemena priznavala rimsko oblast in veljale za zaveznike Rima. Var je poleti potoval po tem območju. Med njegovimi zavezniki je bil tudi germanski plemič Arminius. Arminius je kot mladenič služil v rimski vojski, dobil je rimsko državljanstvo in celo viteški status. Rimljani so mu zaupali in Var ga je imel za zvestega zaveznika ter vodnika po Germaniji. Tudi Arminius je v resnici pripravljal upor. Naskrivaj je združil več germanskih plemen in pripravil načrt, kako uničiti rimsko vojsko. In Rimljani tega niso slutili. Nekateri germanski voditelji, med njimi plemič Segestes, so Vara celo opozorili, da Arminius pripravlja izdajo. Tudi Var opozorila ni vzel resno. Ob koncu vojaške sezone se je Var pripravljal na vrnitev proti Renu. Takrat so predstavniki germanskih plemen pristopili k njemu z zelo nenavadno prošnjo. Predlagali so, da bi za vsak pleme čez zimo gostilo rimsko kohorto, to je približno 480 vojakov. Za Vara je bila to idealna priložnost, da še bolj utrdi rimski vpliv v Germaniji. Sprejel je predlog in poslal več kohort k posameznim plemenom. Tudi šlo je za past. Na dogovoreni dan so germanske plemena hkrati napadle rimske enote. Kohorte so bile presenečene in skoraj popolnoma uničene. Vse je bilo del skrbno pripravljenega načrta. Istega dne so Varu poslali glasnike z novico, da je na severu izbruhnil upor in da germanska plemena prosijo rimsko pomoč. Tudi upor sploh ni obstajal, bila je nova prevara. Ker je imel Var dolžnost braniti rimske zaveznike, je svojo vojsko obrnil proti severu. Običajno naj bi imel okoli 20.000 vojakov, vendar je približno 5.000 jih že poslal k germanskim plemenom in večina teh vojakov je bilo že mrtvih, čeprav Var tega sploh ni vedel. Ko je rimska vojska začela marširati skozi gozdnato pokrajino, se je vreme nenadoma poslabšalo. Začelo je deževati in pot se je spremenila v blato. Vojska je pa napredovala skozi ozke gozdne poti in močvirja. Nenadoma so Rimljane z obeh hribov napadli Germani. Napadi so prihajali z vseh smeri. Rimljani so poskušali oblikovati ščitni zid in odgovoriti z metanjem kopij, vendar so bili sovražniki skriti v gozdu, na strmih pobočjih. Var je ukazal polovici vojakov naj združijo napadalce, medtem ko je druga polovica poskušala postaviti utrjeno taborišče. Rimljani so uspeli zgraditi obrambni nasip in za njimi preživeti težko noč. Tisto noč so Varovi častniki predlagali umik proti Renu in proti rimski meji, vendar Var je še vedno verjel, da mora pomagati zaveznikom na severu. Kljub opozorilom je ukazal nadaljevanje pohoda. Naslednje jutro so Rimljani zapustili tabor in se za nekaj časa uspeli izmuzniti Germanom. Po celodnevnemu maršu so prišli na odprto ravnico, kjer so se utaborili. Rimljani so namreč raje bojevali bitke na odprtem terenu, kjer so lahko izkoristili svojo disciplino in formacijo. Tudi Germani niso sprejeli odprte bitke. Ko so Rimljani naslednji dan ponovno vstopili v gozd, so se napadi nadaljevali. V gostemu rastlinju niso mogli več videti sovražnika. Blato je oteževalo gibanje, izgube pa so bile res ogromne. 4. dan je izbruhnila močna nevihta in Var je ukazal počitek, vendar so v tistem času Germani prejeli nove ukrepitve. In 5. dan, ko se je pohod nadaljeval, so padli še v zadnjo veliko zasedo. Na eni strani je bil gozdnat hrib, na drugi strani močvirje. Ko so Rimljani poskušali obiti močvirje, so Germani planili iz gozda in blokirali njihovo pot. Del rimske konjenice je poskušal pobegniti, vendar so jih Germani hitro ujeli in pobili. Med bojem je bil Var hudo ranjen. Ko je spoznal, da je bitka izgubljena, si je po rimski tradiciji vzel življenje. Preostali rimski vojaki so se borili še nekaj časa, vendar so bili kmalu obkoljeni. Nekateri so se predali, večina pa jih je bila pobitih. Sledil je pokol.
Germani so obglavili številne preživele Rimljane in njihove glave obdržali kot trofeje. Nekatere centurione so križali na drevesih, rimske poveljnike pa so žrtvovali v verskih obredih. Ta dogodek danes poznamo kot bitko v Tevtoburškem gozdu. V enem samem pohodu je Rim izgubil 3 legije, približno 15 do 20 tisoč vojakov. Cesar Augustus naj bi po porazu obupno vzkliknil: "Var, vrni mi moje legije." Po tem porazu Rim nikoli več ni resno poskušal osvojiti Germanije. Meja imperija je ostala na reki Ren. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.